Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. In iskrena hvala vsem, ki radi prisluhnete pravljicam. Današnja domišljijska pravljica pa bo nekaj posebnega. Namreč spoznali bomo brata in sestro, ki bosta skozi risanje popeljala dve žirafi v zasneženo mesto in drugod. Spoznali pa bosta tudi Božička. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O žirafah, ki sta hoteli videti sneg. Pred oknom se je vrtinčil snežni metež. Nataša je opazovala drobne snežinke, ki jih je veter nosil v neznano smer. Že dolgo niso bila v najinem gozdu, sem rekel in vzel barvico. Najprej sem narisal pegast steber, potem pa čisto na vrhu majhna ušesca in gobček. Kaj bo to? Se je začudila Nataša. Žirafa, sem zamrmral. Če hočeš, lahko dorišeš še vse ostalo. In prav kmalu je imela tudi trebuh, rep in 4 noge. Stala je na travi in strmela v zeleno steno gozda. V krošnji enega od dreves se je pojavila glava druge žirafe. Prav zanima me, zakaj imajo tako smešne vratove? Me je Nataša vprašujoče pogledala. Zakaj neki se ti pa zdijo smešni? Se je razburila žirafa. Eni imajo dolge nosove, drugi noge ali roke, še drugi pa zobe ali ušesa. Žirafa se je obrnila proč in odšla k svoji prijateljici. Najbrž sta bili lačni, saj sta takoj začeli ubirati listke z vršičkov dreves. Hej, kaj dobrega pa je tam? So spraševale velike in male živali in dvigale glave. Tukaj ni ničesar več. A vidiš, kako uporaben je tak vrat? Sem zašepetal. Še dobro, da ne potrebuje šala. Dolg bi bil 10 metrov. In Nataša si je predstavljala žirafo ovito v šal in kapo z naušniki na glavi. Kaj pa je šal? Je vprašala žirafa, ki ni nehala prežvekovati. Ali raste na drevesih? Se je vmešala njena prijateljica. Hitro sem narisal drevo poraslo šali. Bili so dolgi in kratki, z resami in brez, enobarvni in črtasti. Žirafa je z gobčkom prijela enega od njih in ga z gnjusom izpljunila. Tega se ne je, se je zasmejala Nataša. S šalom ovijemo vrat, po zimi seveda. Jo, kaj pa je zima? Sta v en glas vprašali žirafi. To je tisti letni čas, v katerem sneži. Takrat se lahko sankamo, drsamo ali smučamo. Po zimi pa dobimo tudi darila od Božička, je recitirala Nataša. Žirafi sta se spogledali in skladno vzkliknili. Radi bi videli zimo. Potem pa sta stekli na najvišji grič v okolici. Stali sta prav na vrhu, se vzpenjali na vršičke kopit in iztegovali vratova tako visoko, da sta se z ušesi skoraj dotaknili oblakov, a vseeno nista videli zime. Prav bi mi prišel daljnogled, je rekla prva. Ali pa kukalo, je zavzdihnila druga. Daljnogled, ki sem ga narisal, je povečal celo 50-krat. Skozenj sta videli jezero s krokodilom, ki se je delal, da je hlod. Če bi znali, bi lahko prešteli datlje na oddaljeni palmi in mravlje, ki so korakale v sklenjeni vrsti. Tudi skozi močnejši daljnogled ne bi videla zime, sem jima začel pojasnevati. Žalostno sta povesili glavo. Lahko bi jo pospremila tja, kjer je zima, je zašepetala Nataša. Žirafe živijo v vročem podnebju.
Še nikoli nisem slišal, da bi živeli na severnem polu. Skomignil sem z rameni. Zboleli bosta in nastopile bodo težave. Kaj pa živalski vrt? Tam so žirafe. Nataša je na hitro narisala velike ograde, ograjene z ograjo. V nekaterih so že prebivali živali, toda ena je še bila prazna. Vrata je imela odprta. Če bi radi videli sneg, je začela moja sestrica, a ni uspela dokončati. Obe žirafi sta že bili v ogradi. Stisnili sta se druga k drugi. Mogoče zaradi mraza, mogoče pa zaradi strahu. In vrata so se za njima glasno zaprla. Žirafi sta se naselili v hiško globoko v vrtu. Veter je prignal črne oblake in začelo je snežiti. V majhnem okencu pod streho pa sta se pojavila dva gobčka. Kakšen mrzel, bel dež, brrr, je zatrhtela prva žirafa. To ni dež, to je sneg, sem pojasnil. Prav zares? Se je žirafama očitno popravilo razpoloženje. Videli sta prav to, kar sta hoteli videti. Čudovito, je negotovo zakašljala. Sedaj bi se radi sankali, drsali in smučali. V živalskem vrtu se ne ukvarjajo s športom, je povedala Nataša. Ja, kaj pa se potem počne? Sta vprašali žirafi. Ljudje opazujejo živali, živali pa ljudi, sem jima pojasnil. Zunaj je bilo strašno mrzlo. Žirafi sta hoteli gledati ljudi, a ni bilo nikjer žive duše. Odprli sta vrata in kar odšli. Zasnežena pot jo je vodila med ogradami. Med tekom sta lahko videli osuple golobčke in začudene poglede živali. Bežita, so rjoveli medvedje. Bežita, so kričale papige. Bežita, so sikale kače. Bežita, so molčale ribe tako glasno, kot to znajo le one. Če bi paznik poznal govorico živali, bi mogoče porinil nos iz svoje tople hiše. Toda, ker je ni poznal, je sedel pred televizorem in jedel juho, paradižnikovo. Žirafi so stekli na ulico in osuplo obstali. Nikoli nista videli niti avtomobilov, niti tramvajev. Poglej, kaj se dogaja, mi je zaklicala Nataša. Nikar ne stopite na cesto, sem opozoril žirafi in zraven njiju narisal drevesa z oblačili. Z zasneženih vej so viseli šali, kape in celo suknjiči in hlače s 4 hlačnicami. Žirafi sta se hitro oblekli, okoli njiju pa je bilo vedno več radovednežev. Poklical bom televizijo, se je drl nek moški in vlekel iz žepa telefon, njegov sin pa je začel v žirafi metati snežene kepe. Mogoče bo bolje, da se vrneta v svoj gozd. Vzel sem zeleno barvico. Morava se še sankati, drsati in smučati in videti božička, sta me spomnili žirafi. Nataša je narisala hrib in blizu njega še zamrznjeno jezero. Eni žirafi je pripela smuči, drugi pa je nadela drsalke. Po 4 seveda. Ojej, ojej! Po zasneženih poljanah so se slišali njuni razburjeni vzkliki. Drsalki na ledu so se razkrečile noge, smučarka pa je drvela naravnost v košato drevo. Kapa pa je zdrsnila na oči. Na srečo sem bil jaz hitrejši. Drevo je izginilo še prej, preden se je uspela žirafa zaleteti van. Po cesti so drsele sani, ki sta jih vlekla jelenčka. Na njih pa je sedel starček v rdeči palerini, poleg njega pa je bil cel kup vrečk. Ja, kaj takega? Ko je videl žirafi, je sani hitro ustavil. Kaj pa delata tukaj? Hoteli so videti zimo, sta se veselo zahihitali. Ja, to pa je čisto drugače kot jaz. Božiček se je podrgnil po kapi. Vedno sem sanjaril, da bi videl Afriko. Toda ta dva, je pokazal na jelenčka, me nočeta odpeljati tja. Te bova pa midve odpeljali, sta vzkliknili žirafi.
Jelenčka sta se začudeno pogledovala. Ta zmešnjava jima sploh ni bila všeč. Nikoli ne sanjarita, sem jo vprašal. Odkimala sta. Rada imava tako, kot je. Pa ostanita tukaj. In tako so se božičkove sani, v katere sta bili vpreženi žirafi, odpeljale na jug. Zime si ni mogoče le predstavljati, moraš jo čutiti na lastni koži, sta govorili žirafi, ko sta se vrnili. Prav tako kot vročino, je stokal Božiček. Po utrujajočem potovanju je počival v palmini senci. Smučali sva in drsali, sta se žirafi hvalili ena čez drugo. V živalski vrt so naj hodile občudovati množice ljudi. Nataša in jaz sva si pomenljivo pomežiknila, z druge strani okna pa nama je pomežikala luna. Ja, simpatična pravljica, kaj ne? Malce drugačna, a kljub temu zanimiva. Otroci, vaša domišljija naj ne pozna meja. Vse je mogoče, a le če si to zares želimo. Sicer pa bi bilo res zanimivo v kakšnem živalskem vrtu pogledati, kako se žirafe počutijo v zimskem času. Oziroma še bolje bi bilo, če bi jih lahko to tudi povprašali. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete mnogim pravljicam o živalih. Lahko pa pokukate še na YouTube kanal Draw for You, kjer se lahko na hiter način naučite risati. Izjemno talentirana slovenska umetnica vas bo zagotovo navdušila. Lepo kukajte. Uživajte zimske dni in pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, domišljija.